Oni potegnejo ta tvoja jajca ven. Okay. Tisti dan dobijo še spermo in jih oplodijo v laboratoriju. Pač težko je, če si ženska, da se ne počutiš krivo. Kadar ste vi v najhujši, tu na žučna faza, kdaj ima hudo? Mnogokrat milijon. Kaj rabiš? A rabiš komentarje ali je bolj, da so tiho? Glede na vse komentarje, ki sem jih dobila, je najbolj, da so tiho. Napita se pa Boratov. Če tvoj ne znati, lahko jaz pokažem, kako se to naredi. Če so brez možganov, vas pa fuknili. No, jaz mislim, da res moraš imeti pomanjkanje empatije. Sliš, kako ona lepš to pove. Ja? Tisti dnevi v mesecu. Ajde, Vesna, zresen se. Čak samo. Sorry, če sem mi nabirala v grlu. Smo čustvene že pred začetkom epizode. Tako se ponavadi začne vsako snemanje, ponavadi tega ne pokažemo, zdaj bomo. Prav dol. Nikoli tega ne naredim. Naša današnja gostja, ki ne hrka, ki ne vleče še ne, še ene. Sorry. Je Nika Mori, živjo vsem. Nika, dobrodošla. Hvala. Danes smo pa vedno bile. Draga moja hrkačica, predstavijo. Prej smo začeli snemati, se vprašala, kako hoče, da jo predstavimo, zaradi tega, ker sem vedela, da bi boš dala to nalogo. In jaz to nisem vedela, ampak v bistvu si pravnica po izobrazbi. Večina nas se pozna v bistvu, vsaj jaz te poznam pa iz Instagrama in v bistvu poznamo tvojo zgodbo. Ja, tako je, ja. Pravnica, bivša stevardesa, odbojkašica, pa IVF-ovka je tako. Ja, že zadnjih koliko časa? 3 leta. IVF-ovka 3 leta, bitka z neplodnostjo je bila pa tako malo več kot 4. Ja. Kako sploh ugotoviš? Dajmo začeti za vse tiste, ki mogoče ne vejo. Preden kako ugotoviš, kaj je IVF-ovka. Mogoče, zakaj si rekla, ne? Se pravi, ne vejo vsi mogoče tega, ali pa... Tisti, ki se ukvarjajo ali pa srečujejo s tem, ne ukvarjajo, srečujejo s tem in so v tem zelo dobro vejo. Ampak še za vse ostale, recimo za mojo teto, ki ne vem mogoče kaj je to, ki je imela 3 po naravni poti, ne, brez... Ja, v bistvu pari, ki se soočajo z neplodnostjo, lahko grejo čez različne postopke, kjer si pač poskušajo nekako priti do otroka in ti imaš več možnih opcij. Ena od teh je IVF, kjer v bistvu vzamejo tvoje, jaz bom po domače rekla jajce, pa njegovo seme, združijo v laboratoriju skupaj in počakajo, da rata ta zarodek in ti ga dajo noter. In pol čakaš in upaš, da se bo prijelo. Tako da to je v bistvu basically IVF, ampak to je zdaj tako zelo lepo povedano, zgleda ful luškano, ampak ni, no. V ozadju je pa en kup enega veliko težkih psihičnih in fizičnih stvari. O katerih bomo govorili, zdaj pa izvoli. Ja, kako sploh ugotoviš, recimo, ne vem, jaz zdaj še nisem na tej točki, da bi se mogoče odločila za med družino, ampak pol čez nekaj let predvidevam, da se pa bom. In kaj je tisti moment, da si pa rečeš, joj, zdaj pa mogoče pa je čas, da neham normalno probavati, mogoče je pa čas, da grem na kakšen pregled, ali kaj se dogaja. Kako je to vama prišlo sploh? Ja, jaz sem že prej redno hodila ginekologinji na preglede in sem z njo komunicirala, da zdaj greva pa v poroko, da planje pač potem tudi družina. In sem se pač pogovarjala z njo, moje leta so bila že čez 30, tam že gre počasno vzdolj. In mi je rekla, dejta probavati 1 leto, če ne bo priti nazaj. In tudi sama sem rekla, ok, 1 leto, ampak mi dva si res nisva dajala nekega stresa. Jaz nisem ga natempirala po času, nisem rekla, zdaj bova vsak dan. Nisva si delala sploh nobenih planov, ampak sva pač rekla, ok, 1 leto si dava čist brez... Sproščeno. Po pa sem rekla, ok, po se pa gremo pogledat, ker jaz sem pa tak človek, da mi je neumno zdaj, da bom 5 let probavala, pa bom pol ugotovila, da je res nekaj narobe z mano ali pa njim ali pa karkoli. In sem rekla, no, dajmo se iti pogledat, se nič ne stane. Po se pa začelo, po pa vidiš, da ni vse kul. Kaj pa se je začelo? Ja, prvo se je šel on pogledat, se pravi najprej spermiogram, jaz sem itak takoj dobila napotnico za IVF, zato ker sva probavala že, mislim ne za IVF, pardon, za kliniko za neplodnost in njegov spermiogram že prvič ni bil prav super,
Ponavadi ti rečejo, če prvi ni super, dajte še enkrat, a ne, ker moška sperma naj bi se obnavljala na 3 mesece, pa če je bolan, a ne, lahko potem rezultat malo slabši. Okay. In če je on šel še enkrat in je bil vsakič slabši, in potem sem jo še šla na pregled, so mi našli pregrado, to ni nič kaj tazga, to ima vsaka druga ženska, ampak ko ti greš v neke te postopke, rečejo ponavadi, dajmo spucati najprej to. Okay. Ampak zaradi njegovega pač spermiograma, moje starosti in vseh teh dodatnih stvari so porekli, brez veze ostale stvari, gremo direkt v IVF. In sva šla pol v bistvu dosti hitro, po 1 letu in pol sva že bila v IVF postopku. Jaz sem drugač nedolgo nazaj sem se pogovarjala z nekom, kaj ga poznam, ki je isto sta ugotovila, da mogoče pa ni zdaj opcija naravno priti do otroka. In je rekel, da se toliko pozna, če greš ti, ne vem, žurat ali pa da ti, ne vem, piješ alkohol, kadiš, da je pač, ne vem, en vikend žuro in pol, ne vem, šel dati spermo in da je bilo ful slabo, pol je pa pač malo merku in kaj šlo naslednjič, je bilo pa neprimerljivo boljš. Tako da, koliko se že to pozna, če imaš ti kakšen lifestyle, imaš ti. Tako da, to bo nisem znala. Zanimivo, ko vem, da ti si objavila nekaj časa nazaj na Instagramu, kad te spremljam, da kaj sta vse vidva zdaj vmes počela? Od une lučke rdeče, do opaziti telefon, da nimaš v žepu in kva še vse? Ja, v bistvu tako, zdaj, jaz še zmeraj ne bom rekla, zdaj, da je to bil recept za uspeh, ne, ampak midva sva pač po neki zdravi logiki, ki sva tudi brala, ne vem, določene študije, okej, ni hodil v savno, jaz nisem šla v bazen, ne vem, telefon v žepu, to sem že prej brala, pa tudi, telefon tudi pri glavi, ko spiš, že to tudi ni dobro, te stvari, ja. Potem sva pa še oba rekla, ja, v IVF-u sva omejila alkohol, sladkor sva res zmanjšala, kakor se da, ampak spet nisva zdaj midva bila v neki diktaturi, da on za novo leto ni na zdravo. Sam pač sva rekla, če sva že v postopku, dejva se oba čuvati, pa probati. Pa si izboljšati možnosti, ko se da, ne? Ja, jaz mislim, on je si mi zdi šel po 1 letu še enkrat dati pol spermiogram, pa je bilo čist malo bolj. Zdaj ni bilo ful boljš, ampak se razlikuje. Ja, vidiš, da nekaj očitno vpliva, ne? Mislim, mogoče je bil tak dan, ampak jaz še zmeraj mislim, da itak to ti pomaga tako, pač vse to vpliva že na splošno zdravje in bolj sva se počutila, tako da, ne vem, midva sva pač probala, kakor se da. Pa tudi, ko sva bila v IVF-u, nisva se ful parfumirala pa vse teh stvari, ker to je tudi zelo pomembno, no, sploh če greš na... Ja. No, to je snači samo eno. Ja, recimo, to so motilci, če greš recimo na prenos, tudi pravijo, ne se preveč parfumirati, ker to ful zmoti, no. Tudi pa je, kakor sem brala, no, embriologi, ki so delajo v laboratoriju, ne smejo biti nič naparfumirani, no, tako. Ampak to vse, to bereš, pa pač probavaš, pa vse... Loda je, loda ni. Ja. Ja, okej, ni zdaj za 100%. En pa ne bo niti nič se matru, pa se ga bo napil vsak dan, pa mu bo ratalo. Ja, sem še film gledala, da se je kaj tazga zgodilo. A pa nasplošno so kakšni pari, kar res si bratov prvo, pa res se vidi že oddelati, da nimajo glih dobrega lifestyla, ki pa ne bi dal takšnim mislim, takim ljudem, da imajo otroka. Včas res, ja. Resno. Ja, kaj bi bil sam lifestyle problem? Ja, mislim, da nisem lifestyle. Ja. Nekaj ti čistko, zakaj smo te povabila, ne? Ogromno slišimo, pa tudi v bistvu me poznamo, pač ti si se javno izpostavila. Načeloma se punce, ki grejo čez ta postopek, ne želijo javno izpostavljati. Prvo, verjetno, kot si sama rekla, boš razložila, kakšen je to postopek in kaj prenašaš. In drugo, ker jih je sram, ne vem, narodno jim je, ali pa niti ne želijo poslušati nasvetov in komentarjev od drugih. Zakaj si se pa ti odločila, da se izpostaviš? Ker mater vola, ko zgledal tvoje storije, mislim, se jaz držala pesti vsakič s tabo, razumeš, se suportaš, ne, ampak govorim, ne bom ga rekla grda beseda, beseda, kaj daješ vse čez in si pripravljena to tudi javno pokazati. Zakaj? Zdaj, eni bojo rekli, da iščeš pozornost. Verjetno ni bil glih to tvoj namen, ne? Ne. No, sej, povej prosim, zakaj, no? Da enkrat povemo na glas. Sigurno ne, zato, ker pač dobiš tudi ful slabih stvari zraven, ki moraš pač izolirati, a ne. Pač ti, ki priješ v to, a ne, se počutiš, da si sam na tem svetu. Prav sam. Tudi partner ti ne more pomagati na začetku. Ti si samcata, ti prideš na pregled, tam je vsakič drug zdravnik, ki te pogleda,
govori neke izraze, ki nimaš pojma, za ki se gre, proba si zapomniti postopek, po kaki uri daš injekcijo, po kaki uri moraš jaz določene stvari, pohreš v službo, se pretvarjaš, da je vse ok, pač res v en težek svet stopaš, v katerem si sam. In jaz, ko sem začela, jaz nobenga nisem poznala, da je v tem, nobenga. Jaz sem lahko, kaj zdaj, kam naj se prijavim, kako sploh dobim jaz nisem vedela, pač pojma nisem imela. In ko sem začela, ko sem padla v to, ko sem videla, koliko je teh žensk, koliko nas je, koliko je tega, še zmeri, mi, ko smo bili tam, to je bilo ne, tudi če sem videla koga, ki ga poznam, je bilo tako nepovedno, a ne. In pol sem se tudi jaz počutila, ok, ne, bomo tiho, ne. In pol poveš prijateljem ali pa, ne vem, družinskim članom in, mislim, govorimo bolj širši, družina je tako vedela že od začetka, ampak tako vsem tem, ki jih bliži, ja, ki jim poveš, kakor da je tebi nerodno, kar si ti njim povedal, tako kar bet jim je in pol je vse skup awkward in pol mi ni bilo niti, kaj zdaj, a zdaj me mora biti mene sram, zato ker je z mano nekaj narobe, ali kaj je fora, ne razumem, pač tako sem se počutila in zmeri bolj sem razmišljala, ne, in pač jaz sem bila itak v tem postopku toliko cajta, ti si pač en kup tudi punkcij sem imela in pol sem bila vsak mesec ali pa 3. mesec na bolniški, pa pač se mi zdelo kakor, da ne moram biti to, kar sem. In sem rekla pač, jaz bi rada to povedala, jaz bi rada povedala, kaj se mi dogaja. Po drugi strani sem pa rekla, ne vem, mogoče bo komu pomagalo. Pač, in potem sem tudi tako, sem malo vprašala sicer kolegice okoli mene, nobena ni bila prav za, par jih je bilo za, no, ampak večinoma niso bile toliko za. Da bi ti govorila o tem? Ja, niso bile prav za. Po moje tudi zato, ker enim je to ful intimna stvar, enim je to, kakor da, ena kolegica mi reka, da to je kakor da bi spustil spalnico, a ne cel širni svet, a ne. Enih je bilo pa strah, da me bo prizadelo, ker dejansko pride res vse in moraš biti pripravljena na vse. In jaz sem rekla, jaz sem razmišljala, tako 1 leto sem se pač premlevala, kaj zdaj in prav ne bom pozabila, ko mi je rekla sestra, daj Nika počak, ko boš povedala, a ne. In potem sem rekla, kaj pa če ne bo? Pač kaj pa če ne bo? Mislim, se ni nujno, se ni recepta. Ko se bo prijelo, da bo ja, povedala. Ker pač ponavadi so vse povedala, kaj je bilo, a ne. Ampak kaj pa če ne bo? Pač jaz sem stara že 35, ne bom neomejeno jaz zdaj furala to do 60. leta, ker pač ne gre. In sem rekla, kaj če ne bo? In pa sem rekla, lej, jaz grem v to, jaz bom to povedala, mogoče bo komu pomagalo. In predvsem en večjih razlogov je bil pa ta, ker mi je šlo na živce vsi tej komentarji in tej nasveti, ki jih ti dobiš vsakemu, ki jih poveš. In sem rekla, jaz bi rada o tem ozaveščala. Jaz nočem, da me prvo sprašujejo, zakaj nimam otrok, da moram pohiteti. Nočem, da vsakemu, ki povem, da sem v IVF-u, da mi reče, joj, se mora sprostiti. Na živce mi je šlo to in sem rekla, pač očitno ne vem, ali oni ne vejo, ali niso izobraženi glede tega in sem rekla, pač jaz bi rada to pač malo bi jih izobrazila. In pač to je bil tudi eden izmed glavnih razlogov. No. Pa se imaš kar neko publiko na Instagramu, ki te spremlja, da lahko dejansko kar nekaj ljudi to vidi, ne? Ja, zdaj so se kar nabrali in smo tudi naredili eno tako fajn skupnost in tudi te punce, ki zanosijo, se mi vedno javijo in mi napišejo, da so, ne vem, zanosile pač ne vem, v katerem postopku in je tako fajn, no. Mislim, meni so korone bolj pomagale, kot ne vem, jaz po moje njim, no. Mislim, meni so ful. A pa ti je bilo mogoče vsem, ker si to nekako javno izpostavila, bi rekla, da si se kdaj počutila malo bolj pod pritiskom zaradi tega, ali niti ne? Ne, edina stvar, ki sem se čutila, da bi lahko bila pod pritiskom, in to sem tudi razmišljala, ker sva se midva odločila, da midva bova furala, dokler bova zmogla, a ne? Ne gre v nedogled, tudi rekla sva nočeva, da bi zdaj to furala 20 let, ali pa ne vem, 15, bova videla. Rekla sva, dokler bova upala, upala po primorsko reče, dokler bova zmogla, ne? Dokler pač bo šlo, ne? Bo. In pa sem se pogovarjala z mojim in sem rekla, kaj pa, če se bova odločila, oziroma tudi jaz bom rekla, da ne zmorem več in bom jaz to delila in bom se zhranil tisti pritisk, ne, dej, ustraji, dej, sej bo.
In tisto Aha, da bi ti hotla nehati, pa bi te začela javnost prepričevati, da ne moreš zdaj. Aha, ja, okay. to sem se rekla, tu bi znala čutiti pritisk, ne pa pol, a bi to vplivalo na mene, a bi hotla še pol okay. Ker sem pa ful taka, da ko se nekaj odločam, a ne, pač, ne vem, Okay. ja, sledim svoji intuiciji, no, tako da. To sem edino čutila, da bi znal biti pritisk, ampak sem rekla, bomo videli, kako bo, jaz bom furala, kakor bo šlo. Kako je pa tvoj partner sprejel recimo to, da si ti o teh stvareh se odločila javno govoriti in njemu tudi okej, ker se zraven. No, ampak tudi njega, ker izpostavljaš se za to, mu je bilo okej, ali si ga mogla kaj preprečevati? Ne, dejansko prunač. Jaz sem se pogovorila, ja, ful čudno, drugač. Žiga je zelo introvertiran, tudi ne mare biti drugač prav neki preveč na posnetkih, ni izpostavljen, zaprt profil ima tako, nič od nič. In ko sem mu rekla, da bi jaz to rada naredila, sploh, ko sem mu povedala tudi razloge, ko sem se pogovorila z njim, rekel, on je bil prvi, ki mi je rekel, ja, nared. Okay. Prvi. Tako da, ja. Okay. In tudi vedno sem ga vprašala, kaj lahko delim, a ti je cool, da povem vse, a ti je cool, pač ker valjda vsi vprašajo, kaj je razlog, kaj je to. In pač vedno sem ga vprašala, a ti je to okej, ali a hočeš sploh biti na kakem posnetku. Jaz sem rekla, ne rabiš nič, to je vse, v bistvu sem nekako imela dogovorjeno, a ne, ampak je bil ful je bil spodbuden, pa tudi on je na tak način, kot jaz gledal, on ni gledal na to, zdaj naj mora biti sram, zdaj pa nekaj narobe z mano, z nama, pač ful je tako, kot jaz je gledal na to. Zato pa lahko tako govorite. Bil je support in imela si support, vem pa pač po pripovedovanju, mogoče imaš ti drugačno izkušnjo, da je ful žensk, ki je v tem postopku, da dejansko ostane brez podpore partnerja, velikokrat, žal. Ja, žal, ker je tudi psihičen zalogaj verjeten velik. Ne vem, poznaš? Ja, meni se je par punc tako javilo, da recimo, ne vem, partner ni hotel iti na spermiogram. To vseeno za določene je neka blokada, pa se bojijo, ne, ali pa recimo, ne vem, so mi pisale, da kaj še vse bi one naredile, ne, ampak partner pa pije, kadi pa vse, a ne, pa noče nič, ne. Ampak to je samo en del, poj pa še tukaj podpora, ne, ker vi morate razumeti, koliko je, to je taka podpora potrebna, pa še tudi, če je, ker meni recimo Žiga mi je dal, kar je lahko, ampak še zmeri, jaz sem se fulkrat počutila, da sem čisto sama, da sem nerazumljena, da ne vem, kaj bi naredila. Jaz sem čutila 100 čustev v enem momentu in mi noben ne bi mogel pomagati. Tako da to, da ti lahko nekdo stoji ob strani, kakor lahko in te pusti biti, oziroma ti pomaga, kar rabiš, oziroma ti, ne vem, še zraven borba s tabo, bere članke, mislim, to je ful, no, meni je to ful pomenilo in jaz vem, da če ne bi imela takega partnera, ne bi niti mogla, je to. Jaz ne, pač. Se na splošno dobro v partnerstvu, da skupaj pač rešujete neke težave, pa ste to je najmanj problem, skupaj bova to rešila, a ne, kakor. Jaz bi isto, kakor Nika, če ne bi imela tako na tak način, da bi bil ob meni na ta način, ne bi po mojem sploh bila sposobna preživeti. Kaj pa preživi ženska, Nika? Deva, 5 postopkov si dala, če jaz v zadnjem postopku, ko sem ta jaz intenzivno spremljala, ko sem pač tako, vem, da je 5. tist, ki je dvojna doza, mislim, boš ti razložila bolj, ampak kaj da ženska čez? Ker pač mi smo videli, tisti, ki te ne spremljajo, mogoče ne, da boš razložila, ampak pač niso verjetno tudi ne samo injekcije, ki si jih pač mogla zabadati in vse, ampak verjetno je kup enih stvari, a bi izpostavila. Ki vse na Instagramu ne moramo videti. Ali pa smo jih videli, pa pozabiš. Samo mogoče, da govorim najprej fizično, kaj daš čez. Fizično. Ja. Zdaj, če vam povem, ne sam 5, ampak jaz vam bom zdaj povedala samo zadnje, se pravi od septembra, od oktobra dalje. To je roughly 6 months kao. Se pravi, imela sem operacijo histeroskopijo, laparoskopijo v oktobru, kjer so mi pregledali jajcevode, maternico in vse te stvari. To je operacija pod anestezijo. Pol sem šla v novembru v 4. postopek, kjer sem imela kratki protokol, kjer ni bilo nula, se pravi, celic smo pridobili. To pomeni, ti greš čez en ful dolg postopek, upaš, da jih boš dobil čim več. Kakšen postopek, kaj naredijo? V bistvu oni, se pravi, ti s hormonskimi terapijami šopaš te svoje folikle, oni jih zvlečejo ven, kakor jih pač narediš. Zvlečejo kako? Za eno tako iglo. Nisi preseben, če imaš, večinoma nisi preseben, če imaš sedacijo, tako kot sem jo imela jaz, spančkaš, ampak ja, je taka igla, ki ti grejo noter. In ti jih vzamejo ven. In upaš, da jih bo čim več,
ker več kot jih je, več je možnosti, da se jih oplodi. Jaz sem jih imela ful malo. Meni so jih dobili, zdaj sem za primerjavo, prvi postopek sem jih imela 18, sem jih pridobili ven, ne, pač 3 so se oplodile. Zdaj, novembra... Se pravi, da sem to tam preklela, se pravi, te 3, ki so bila oplojena, so jih potem ustavili, pa se niso prijela in si šla v drugi postopek. Ne, v bistvu oni jih ven izvlečejo, ne, se pravi, oni potehnejo ta tvoja jajca ven. In to je... Jaz rečem, to se smešno. Jaz rečem tako, ampak da so folikli, no, so se mi hudi. Razumem. Celice. Kaj bi rekla saj jajčica, si rekla, potegnejo tvoja jajca. Da se malo boljši izražati. Ne, sekund. Ne, v redu je. Se smejim, se ni smešno, ampak ja, v redu. No, ampak celice pač poskušajo čim več celic pridobiti. Ko jih pridobijo, tisti dan, dobijo še spermo in jih oplodijo v laboratoriju. In oni čakajo do 5 dni, načeloma, ne, koliko se jih bo oplodilo v laboratoriju. In ti upaš, se pravi, več kot jih imaš, več jih lahko dobiš, načeloma. Ne? Tako je. Zdaj, ženska pa pač z leti zmeri manj prideluje, ne? Pa tudi vsak postopek je malo drugač. Jaz prvi postopek sem jih dobila ven 18, oplodili so jih 3. Ne? Zdaj, ko sem imela pa novembra, 4. postopek, 0. Se pravi, pridobili so 3 boge celice, oni so jih tam probali oploditi in nobena se ni oplodila. In to je bil ful šok, ker še nikoli nisem imela nobene. A ne? In to je bilo zdaj, se pravi, oktober, november, decembra sem zvedla, da je 0, kar se mi še ni zgodilo v prejšnjih postopkih. Sem rekla, gremo akcija. Januarja, v bistvu 30. decembra sem že šla v nov postopek. Tako da zdaj si sam predstavljate. Histeroskopija, laparoskopija, novembra spet punkcija pod sedacijo, to je spet ena oblika anestezije, spet okrevanje, nič, gremo v januar, cel januar injekcije, ker je bil dolgi protokol. To je to, ko si sama doma. Samo injekcije januar, cel januar, spet punkcija, spet pod v bistvu neko vrsto anestezije. V bistvu sem imela 3 take posege v malo več kot pol leta, ne? S tem, da tale dolgi protokol, to, kar so injekcije, to, kar vi vidite, to ni nič. To je pač en delček. Ti imaš v bistvu... Jaz sem zgledala že to boleče. Če si injekcije zapikuješ v trebuh, to pač ni prijetno ni, ampak kaj si rečeš, to je pač del tega. Je pač furaš, ja. Nimaš druge. Sam morate vedeti, da ti imaš trebuh zmeri bolj napihnen. Trebuh se veča, zato ker se te folikli ti probaš, da jih čim bolj... oni poskušajo, da rasejo, ne, da dosežejo neko velikost in ko dosežejo tisto velikost, takrat greš ti v punkcijo, ne, da jih dobijo ven ta prave, ne, zrele. In kad ti to rase, se trebuh veča, trebuh je občutljiv. Hkrati se ti počutiš, kako bi vam rekla, kadar ste vi v najhujši, ne vem, imate pred menstruacijo takrat una žučna faza, kdaj imate hudo? Pred menstruacijo. No, krat milijon. Tako se ti počutiš cel čas, krat milijon. Tako vsi senzori močni, jokala bi se, žučna si, vesela si, nisi vesela, v strahu si, potem računaš ure, kdaj si daš injekcijo, potem si moraš vsa prehranska dopolnila jemati, kaj jih jemljaš, oziroma vsaj folno, kaj ti pač rečejo, ne. Pol imaš ultrazvoke. Ne, ker oni morajo gledati, kako ti te folikli rasejo in ti imaš te ultrazvoke na, ne vem, recimo na 3-2 dni. Jaz sem hodila na ultrazvok pa v službo, pa na ultrazvok pa v službo. Spomniš se kaj drugega početi? Ne, pač dejansko in samo o tem razmišljaš in porazmišljaš, danes nisem nadspala, je to slabo za postopek in potem prideš do nekoga in reče, ne, samo odmisel, 5 na dopust pa bo ratalo, pa ti še to malo dvigne pritisk in je tako, res je, naporno je pač, res je naporno in ti imaš cel čas, kaj je zdaj naslednji korak, kaj moraš narediti, kaj mora ta ona dva narediti, mislim, vse, to je tako non-stop razmišljanje. In pol prideš do punkcije in potem razmišljaš, koliko jih bomo dobili, a jih bomo dobili vse, koliko jih bo ratalo. In potem, ko jih oni izvlečejo, se zbudiš cela boga in tako moraš okrevati 5 dni, rečeš, okej, a lahko se oplodijo, prosim, a se lahko oplodijo. In potem ti rečejo, ja, ne vem, noben se ni oplodil. Ali pa 3 so se. A te pol decembra, recimo, ko si izvedela, da pač je bilo 0. Mislim, kako je bilo to? Ja, grozno, ampak tako... Ne, ampak fora je bilo v tem, a si zgubila upanje v kakšnem momentu? Ne, to ne, ampak fora je bilo v tem, da kar je bilo ful čudno je, ker pred tem jaz sem bila ful nahajpana, pač jaz sem bila res sem pozitivna, a ne,
ful sem bila nahajpana in jaz sem še z Žihcem govorila, sem rekla, lej, tudi če ne bo panike, gremo naprej, a ne, itak sva imela plan, da greva pol še v tujino probat, tako da ful je bil nek začrten plan, ful sva pozitivna in pogreva v ta 4. postopek in malo smo povečali tudi doze, jaz sem rekla, ok, super, zdaj smo nekaj spremenili, ne, in mi dva se furava, ponavadi je tako, ti imaš punkcijo in potem 5. dan imaš prenos. A ne? To pomeni, da ta svež, najboljši zarodek ti dajo kar frišnega noter, ostale pa dajo zamrzneta. In zato imaš ponavadi 5. dan prenos in neizrečeno pravilo je, če te noben ni klical do 5. dneva, je sigurno vsaj eden. Ne? In mene noben ni klical do 5. dneva in mi dva se voziva na prenos in mi dva parkirava in me kličejo, da pač ni nobeden se oplodil. Očitno so čakali do zadnjega dneva, ne, če bi vsaj eden bil, ker ni bilo nobenega. In mi dva sva bila še zmenjena z Žicom, da pač po tem greva, vedno sva šla po prenosu na en zajtrk, neki pojest, tako sva si naredila dan in rečeva, ok, greva vseeno v center in mene sam zlom. Jaz na poti, ko sva hodila proti centru Ljubljane, jaz tako čist, ko je paničen napad in že ga je v šoku. On sploh ni razumel, rekel, pa si bila cool, si rekla, ni panike, bomo naslednjega šli, a ne? Kaj se je zdaj zgodilo? Pač si bila v redu. Ne vem. Pač to je IVF, ker en postopek si v redu, drugi nisi, večinoma noben nisi, ampak tudi, ko misliš, da si najbolj močen, ne? Ker jaz drugače sem bila psihično dosti močna, skoraj vse postopke, to ena taka stvar, zato ker je bila nepričakovana, ne? Ker vedno sem imela... Senetite. Ja. In še enkrat se mi je tako zgodilo, ker pa tudi nisem vedela, ne? Ker sem pa imela še 2 zarodka in sem šla na prenos in jaz nisem vedela, da se včasih zgodi, da se pri odmrznitvi, da ne preživi. Jaz sploh nisem vedela, da je to možno. In mi dva prideva... Ja, jaz tudi nisem vedela, ne? Noben mi ni povedal, da je to možno. In pač imela sem že par prenosov, bil je, ne vem, 2. postopek in mi dva prideva na prenos, cela dobre volje in spet me kličejo, ja, ne preživel zarodek od odmrznitve. Sko, kaj? In takrat isto me je zlomilo, zato ker nisem vedela. In take stvari so me pol spodbudile, vsaka pismo, moče bi bilo fajn, da nekdo govori o temu, ker pač jaz bi rada vedela te stvari, pa bi bila manj v šoku, pač manj bi me, mislim, mogoče bi mi bilo malo lažje, ne vem. Ampak ja. Ja, ker če ne drugega, saj, to ne vem, mislim, da sem se tudi jaz z nekom pogovarjala, noben ne bo, tudi jaz, pa sem recimo ženska, pa bi načeloma si lahko predstavljala kakšne stvari, ne morem, ker ne grem čez iste stvari in partner te lahko razume, lahko ti je podpora, ne more pa vedeti, kaj ti čutiš, tako ko ne moremo mi dve vedeti, kaj ti čutiš, razen tista, ki je pa tudi šla to dati čez. Pa še to najbrž, da še to vsaka malo drugače. Mislim, da hormoni drugače vplivajo, že mi smo vsak dan malo drugače, ker smo hormonsko spolni, smo v teh postopkih ali pa noseče ali pa karkoli, pa že to smo kdaj čustvene razvaline. Sploh si ne morem predstavljati, kako je, če greš pa čez neki tazga, pa Se ti rekla, krat 1000. No, krat 1000. Dobesedno. Ampak še vse si ne moreš pač predstavljati. Ne moreš si predstavljati, ne. Saj si ne moreš. Sem za trenutek bom zmotila tole debato in sicer pri našemu generalnemu pokrovitelju vitaminklinik.si imajo tudi posebno podstran namenjeno tematike oplodnosti in tudi e-book z nasveti, kaj lahko sami naredimo glede plodnosti. Notri najdete tudi prehranska dopolnila, ki so priporočljiva za jemanje v tem času. Če boste pa šopingirali, pa ne pozabiti kode TDM12. Zdaj pa nazaj k debati. Kaj pa recimo, meni se zdiš ti zdaj tako, po tem, kar si povedala, pa tako na prvi vtis, ful psihično stabilna oseba, da si dost močna in postavljena. Kaj pa bi rekla enemu, ki pa mogoče dni, pa se ful lovi, pa ne ve kaj, pa kako, ker verjamem, da ključ do uspeha je na nek način tudi to, da ti si se sposoben vsakič pobrati. Ja. Pa iti dalje, pa borbati, pa si mindset konec koncev postaviti, ker tudi to po mojem kaj šteje. Ja, meni je, no, jaz sem še preden sem šla v IVF, sem rekla, ok, tu je neka pot, ka gremo, ka nimam pojma, kaj bo, ne vem, kaj mi bo naredilo s hormoni, vem, da sem malo zmešana, kadar imam menstru, tako da bo ve, ki bo, a ne? Ja. In sem že takrat sem se začela v bistvu sem se obrnila na psihološko podporo in 3 leta sem, ja, mislim, pol še seveda zmanjšaš, a ne? Ampak, ja, jaz sem rekla, jaz to rabim, meni je to bolj pomembno, kot vse ostalo. Pač tudi zato, ker
ker se reka, najbolj mi je pomembno, da sem jaz psihično močna, da bom lahko sploh handlala vse te stvari. In meni je to ful pomagalo. Jaz bi tudi vsakemu rekla, ki pač gre v to, oziroma čuti, da se ne zna soočati, naj proba s psihološko podporo. Ti si probala. Če za kaj drugega. Ja, ti si probala in se je izkazalo zate, da je pač to bilo super, a ne? Ja. Ampak, ko smo glih prej rekla, zdaj sem te vprašala, kaj gre človek, mislim, začeli smo s tem, kaj gre fizično čez, a ne? Kaj pa psihično? Pač predstavljajte si, jaz sem bila športnica, tako da vam lahko po domače najbolj tako povem. Če ti hodiš v fitness, če ti treniraš, če ti zdravo ješ, boš videl neke rezultate, je tako. Ponovadi je tako. Ja. Tlele ti lahko delaš vse prav, lahko je s tvojim telesom, njegovim telesom vse prav in ne rata. To je zelo, zelo frustrujoče. Ne gre. Ti imaš borbe sam s sabo. Potem je to nenehno čakanje. Se pravi, ti vsak postopek, ki ti ga dajo, ki ti ta zarodek dajo noter, ti moraš čakati. Ne vem, koliko je do krvnega testa, 10-14 dni, v glavnem ti čakaš in vsak dan gledaš svoje simptome, a bo pretekla menstrua, a bo se kaj zgodilo, a si kaj narobe naredil, a si premalo spal, a si premalo hodil, a bi mogel hoditi, a ne bi smel hoditi, a si zadosti jedel. Kako lahko jaz še bolj podprem? Ti tu čas samo melješ. In potem ne rata in pač, jaz sem zafrknil. Pač težko je, če si ženska, da se ne počutiš krivo. Pač meni je bilo ful težko, ker pač partner da tisti svoj del, ni to kupet. On si ne šopa injekcije, on ne hoda na preglede, on ni to kupet, kot si ti. In on ni, se večinoma, verjetno so, ampak jaz sem se počutila, da vsakič, da sem jaz kriva, da sem jaz nekaj narobe naredila. Vsaj na začetku, dokler se jaz pol nisem spravila vse in sem rekla, pač zdaj pa dost. Boš naredila, kakor boš lahko, pa bo, kar bo. Ampak, ja, razumem, ne more biti, kljub temu, da prispeva konec koncev čez bolečino, čez postopke, čez operacije, greš ti in takrat si v tistem sama. In pač ne rečejo džabe, pa kapo dolu sem fantom, ki stojijo ob strani s partnerjem svojim, ampak da vse ženska česa, ne? Ja. On je pa pač lahko support najboljši možen. Ja, on je lahko support, ja. Kako pa je to, recimo, na vajen partnerski odnos vpliva, recimo, teh 5 let? Bi rekla, da sta se še bolj zbildali, oziroma ti bil Žiga najbrž dosti ob strani. Mi je pa vmes pride do ful tako, vidiš, kje te lahko zlomi. No, v bistvu, če bi lahko šla po moje, mislim, ne vem, kaj bo, ampak če bi lahko šla narazen, bi šla tle, zato to reče stolk enih preizkušenj. V bistvu, to, ko te poveže ta postopek, te ful oddali čustveno. Te ful oddali, ker jaz fulkrat, ko sem se slabo počutila, ko sem se počutila, da moram dati ven iz sebe to nemoč. Jaz sem fulkrat počakala, da orem ven in sem se jokala sama doma. In sem se zjokala in sem rekla, ok, zdaj se pa spravi k sebi, zdaj pa gremo dalje. In se oddaljuješ počasi. In tlele sva mogla tudi mi dva ful delati na tem, da sva se spet povezala, da sva se čustveno povezala, da ostane neka intima še zmeri. Ker pač tu se počutiš kot ena laboratorijska podhana, pač dobesedno. Tu si tam en zajček, tam hodajo, vsi te pregledujejo, milijon zdravnikov je, pač... Pa največ, po mojem, v teh letih velikrat deliš skupaj živčnost, deliš skupaj neke slaba, nelagodna čustva, tako da moraš pa res verjetno bolj trdo delati, da deliš tudi kakšne lepe, vesele trenutke, ker mogoče pa vsem tem gnevu, ki ga takrat imaš v glavi, je ful težji najdeti, ne vem kaj. Jaz bom samo eno stvar povedala, pač, ko sem se pogovarjala z enim pač kolegom, ki je šel čez ta postopek, 6. Je rekel sem tako, da se je videlo na kliniki, on in njegova je rekel, sta dobro dala to čez, sta se, ni bilo, tako kot si rekla, ups and downs, kot pač je življenje, ampak je rekel, vsakič, ko sem prišel na kliniki, ker je rekel, več ali manj iste face so hodile, se pravi, isti pari, je rekel, si videl, ko je pač prišel ven iz postopka, da ni uspelo, si prav videl pare, ki so šli narazen potem. Se pravi, vse bolj sta bila neskregana, ampak lahko nista znala handlati. En se je počutil krivo, drug se je počutil krivo. In je rekel, kaj je rekel, da je
15 frendov že imel, da so bili že ekipa, ne, ko so hodili dajati pa spermo, pa to, ne, je rekel, da jih je šlo 2/3 na razen od teh parov, ko so šli čez ta postopek. Ja, v tej njegovi grupi, okay. Tako da ja, verjamem, da je Težko tudi za partnerski odnos. Kaj pa je, a so komentarji najtežji? Del za prenašati, je še kaj težje, pa moram prebrati, kaj so ti ljudje pisali, ker meni je to fascinantno, da so taka teleta, ampak okej. Ne, to na Instagramu sem nekako že uspela, ne vem zakaj, ampak mogoče sem si že prej, ker sem se toliko časa pripravljala, sem se naravnala, da to na Instagramu sem tako sput prepucala, sicer ti kdaj potegne malo, ti dvigne pritisk, ampak večinoma so me bolj prizadeli komentarji od ljudi, ki sem jih nekako navidezno poznala, pa so mi bili ful pametni, pa sem recimo so poznali, sem jim povedala, sem jim tudi tako povedala, zakaj se gre, kako to zgleda, če so me vprašali, ampak so mi še zmeri dajali komentarje, ki se mi res niso zdeli primerni. Kot, na primer? Primer je, ena je prišla do mene in je rekla, da je videla mojo zgodbo na Instagramu, da ful lepo, da o tem govorim, in pol, jaz sem bila lih sem bila pred punkcijo, tako da sem bila ful občutljiva in mi je rekla, se bo, a ne? Ok, in pol mi reče, če ne, pa lahko vedno posvojita. In fora je tem, da pač jaz in Žiga sva se odločila, da je to najna edina pot, ki želiva iti, a ne? Pač rekla sva, ne želiva darovane celice, pa ne želiva posvojiti, ampak to je najna odločitev. V tem trenutku, lahko si mogoče enkrat premislava. In ona meni začne, ne, da lahko posvojiva. In sem pač rekla, mi dva si pač samo to želiva. Ne, a veš, koliko je otrok, kar rabijo, zakaj ne bi... In ona meni monolog 10 minut, da morava, da če ni druge, da je treba posvojiti. In jaz sem bila tako, pa dej nehi, pač, če, mislim, kaj mi zdaj ti s tem pomaga? Ja, in res mi je bilo ful težko, takrat mi je bilo ful težko, ker to je, mislim... Se sam način, kako bi povedala. Če bi vprašala, a ste se pogovarjala kdaj o tem, bi ti rekla, ni najna želja, bom rekla, ni panike. Da ti pa zdaj nekdo sugerira, že tako ne maramo, da nam kdorkoli, karkoli v lajfu sugerira. Pa sploh glede neke take stvari, ko pa res ni sploh njena ali njegova stvar at all. Tako da to bi jaz bila pošel v tistem tvojem stanju pred punkcijo. Ja, res mi ni bilo fajn. Ali pa tako, ne vem, mislim, pa je bilo pa že tako, da ko sem bila pa že, ne vem, zdaj 3. leto v teh postopkih, pa sem tudi srečala ene stare kolege, ki jih nisem videla že enkrat pljat. In takoj, kako pa to, da nimata vidva otrok? Tako prvič, videla vas nisem 10 let, a ne, in mi pride se tako, kako nimata otrok, zakaj ne? Pa sem rekla, neplodna sem. In je bil šok? Ja, je bil šok. Ja, mislim, to nam prav enkrat rekla profesorica za slovenščino, ki sicer je bila plodna, ampak je rekla nam enkrat, da je šlo to vprašanje toliko na živce, ki sta bila s partnerjem kjerkoli in enkrat se prav zadrla pred celo mizo, ne morava jih imeti in pol bila sam tišina. In takrat je pa vsem beta, ker si res ljudje prej ne pomislite. Ne pomislite. Ne, sem kar naravno, da rečemo, da vprašamo, kdaj bojo imeli. A veš, tako, ampak ne, ja, že to je, se mi zdi vprašanje, ker lahko najbolj pač udaraš po nekomu. Ampak tudi recimo, ko si z nekom, recimo, ko si samski, tako, kdaj boš dobil pač fanta punco. Pol, ko dobiš fanta punco, kdaj se bosta poročila. Ne, kdaj bo pa poroka. In pol, ko se poročiš, recimo, če se ali pa se ne. Kdaj bo pa hiša, pa kdaj bodo otroci, pol mogoče si glih zanosiš in kdaj bo pa drug otrok, pa kdaj bo tretji, pa tako, ko si kruno. Pač ne rabimo predalčkati stvari, kdaj bo kaj. Pač to je najna stvar, vsak živi svoj life, nekateri se bodo odločili za otroka pri 24 ali pa 20, nekateri pač kasneje, nekateri nikoli, ker pač se ne vidijo v tem in boljš, da si sam vse priznaš. In to je težko sprejeti. Tudi ta pritisk je, da nekdo, ki se odloči, da noče imeti, jaz prav slišam, koliko se pol zgrinjajo nad takimi. Pa veš, da drugače, jaz sem to ful bila tudi tako, pač nekdo se odločil, da ne more imeti otrok, hvala Bogu. Misliš, da noče? Da noče imeti, ja. Si reka, da ne more imeti. Da ne odločaš, ja. Da nočem. Ok, v redu, hvala Bogu, to je odločitev. Pa smo se pogovarjali med sestro, ki sicer 7 let mlajša od mene in še je v fazi, ko bo še odrasla in tako, pa zdaj trenutno je na tem, da je rekla, ja, bi imela. Ampak eno obdobje je pa ona govorila, ne, jaz pa ne bi imela otrok. Meni je bilo ful težko kot sestri to slišati, sem lahko, kaj, ker ne bi imela otrok. Mi ni bilo za nekoga tretjega, brez problema sprejmem. Ampak tako, kot moja bližnja,
mi je bilo pa ful težko slišati, recimo, da jih pa se je odločila, da ne bi imela. Tako da štekam, da folk po eni strani obsoja tiste, ki jih ne bi imel, sam pismo, nekdo, ki ga ne poznaš, pa kaj te briga, kako se on odloči. Na? Mislim, tudi ja. Ampak razumem, kaj hočeš. Jaz bi sprejela. Se tudi mene bi... Mi ni bilo easy slišati, recimo, ne vem zakaj. Po mojem zato, ker si jih jaz isto ful želim. Ja, mogoče je to fora, ja. Mi je bilo težko razumeti, da nekdo meni tako blizu, ker tudi tako drugače razmišlja, ker smo si v velikanih stvareh podobne in tako mi je bilo pač težko to slišati. V glavnem, Nika je dala na Instagram, napiši najbolj neprimeren komentar, ki si ga dobila, se pravi, predpostavljam, da od teh, ki so šle čez isti postopek kot ti. Prvi je bil obrn se k Bogu, ampak okej, dajmo tega. Zameni moža, ampak dejansko problem je bil problem v tej ženski. Sprost se, to so ti ta klasični, ne? Ena je imela pol splav, ne? Ko se je že oplodila. Vse za nekaj dobro, vse se zgodi z razlogom, je napisal. V glavno, ena je napisal, vse to ti ga sem utaknejo noter, pa imaš 1, 2, 3 simple, se pravi, ko je ena napovedala, da gre skozi postopek. Ja. Moram besed. Pa si to ne rečeš tako živo. Pač dejansko napišeš. Zdaj, ko si mlada, moraš imeti, ko boš stara, ne boš imela živcev. Kaj čakata, to so ti klasični. Vsaj za nekaj dobro. Nehajte toliko razmišljati o tem, pa bo kako kozarec vina in akcija. Mater vola so vsi pametni. Ja, res. Po splavih, sej bo ta velik imela, sej bil sam mali fižoček pred in v teku IVF. Napita se pa boratov. Če tvoj ne znati, lahko jaz pokažem, kako se to naredi. Stari, joj. Če ne morate imeti otrok, tam je pa zmagal, prav pa nista za skupaj. No, tako. To so komentarji, ki jih je dobila. To sem jaz objavila, mogoče par, ki sem jih nalepila gor na story. Jaz jih je še veliko, sem na vseh brala, jaz sem itak reel naredila na to temo in sem spodaj dala na in napisem, to je tako 1000 komentarjev. In jaz sem bila šokirana, koliko žensk dobiva take... To so res grozljivi komentarji. Grozen. To nesramni tudi. Ja. Prav grozljivo. Neprimerno, grozno. Ne, pa tudi poleg tega, da niste za skup, je meni ta zmaga, sprav si v postopku, trudiš se za otroka, želiš si, če ne bosta edina, ki bosta imela otrok. Res ne rabiš tega slišati takrat. Tega pa nisem pomislila. Ne, pa tudi tako, kako si sploh drznajo? Ja. Veš, iz tega ne razumem, kako si sploh drznajo? Mislim pa tako, ali so pa zabiti, majke mi moje, ali so pa glupi. Kad točak. Ja, se strinjam, pač absolutno. Ker ti ljudje pač, ali so brez možganov, ali so pa fukneni. Jaz mislim, da res moraš imeti eno pomanjkanje empatije. Eno že, če ti to razmišljaš. Veš, kako ona lepš to pove. Ja? Eno je, če že tako razmišljaš, drugo pa, če to rečeš ali pa napišeš, to je pa še slabše, ne? Ker zakaj bi ti hotel to dati ven v svet? Sploh, zakaj? Jaz sem tudi dobila, drugač, na Instagramu manj, največ na TikToku. Na TikToku so res brez dlake na jeziku in je bilo, da se toliko stresiram, da sem že čisto obsedena in da bom ostala sama in da v bistvu in teh milijon, da se moram sprostiti. Pa tudi ena mi je pisala, da je šla iz IVF-a v neke naravne, duhovne stvari in sem rekla hvala da si se obrala na mene in da si mi to ponudila, ampak mene pač trenutno to ne zanima, jaz pač grem v IVF in je bila kar jezna, kar ne, da jaz moram iti v to in po me je čist... Ampak dejte, no, pač ne rabimo vsi turiti svoje neke mišljenja in kaj mislimo, da nekomu pomaga in mislim, ne rabimo, pač pusti. Kaj pa rabite takrat? Kaj pa rabite? Mogoče od okolice ljudi. Ja, ker je glih to je fora, ki mogoče res... Ker ne vejo. Ker ne vejo, ali pa če vejo, mogoče niti imajo te komentarje, ki niti ne vejo. Hočejo, veš, to so, ko so ljudje, ki ne znajo biti tih, takrat, ko je nekaj narobe, pa probajo mogoče nekaj reči v to lažbo, eni rečejo bedarije, eni mogoče res ne mislijo nič slabega, ne pomislijo, da te ful s tem prizadenejo, ampak kaj pa rabiš ti takrat? Kaj rabiš? A rabiš komentarje, ali če je že kakšen komentar, je lahko točno določen, ali je bolj, da so tih? Največkrat, glede na vse komentarje, ki sem jo dobila, najbolj, da so tiho, najboljš. Če že moraš nekaj reči, si ne moram predstavljati, koliko je to težko, svaka vama čas, da sta v temu, držim pesti. To je to, pač ne rabiš več, če kaj rabiš, sem tle za tebe, ali pa da tudi random pokličeš. Meni je bilo ful fajn, ker so me pač random poklicali, pa niso me gnjavili s tem, pa spraševali, ampak sem, a si v redu, a rabiš kako juhco, a greva kam, a imaš čas. Tako, da
pri meni so bili ful previdni, no, tako moram reči. In mi je bilo ful fajn, ker je bilo lih ta prav. Ni bilo preveč teženja, ampak ni bilo pa tako, da noben se mi ne bi javil, da bi si rekel, ker so to cekala. Ja. Jaz se ti najbrž tudi paše malo, da te nekdo pokliče, pa reče, imaš čas za kavo, pa pol za tisto 1 uro, 2 Malo odmisliš odklopiš. malo. Ja. Tvoje razmišljanje, kaj zdaj moraš vse narediti. Se pravi, v bistvu ti paše, da čutiš, da so tam zate, ampak ne rabiš pa na svetu. Ne, niti slučajno od nobenega, še od mislim, ženske so bile v IVF-u, hvala, itak se bolj razumemo, vseeno so bile v temu, vem, kaj lahko filtriram, ampak sploh pa od ljudi, kar res ne vejo in nimajo pojma, prosim, nobenih na svetu, res nobenih. Sploh pa s temi sproščani in ne vem kaj in dopusti. A ja, pa da si mačka nabavta, so napisali. Ojoj, dejstvo. Ne, ampak, vem, da mata. Ja. No, ampak recimo, ko so taki komentarji, že pri nas, ali pri ženskah, pa pri moških, kakorkoli takšen komentar prizadane, že na marsikdaj kaj napišejo. Pa mogoče, ajde ne, da te prizadane, ampak si tako malo krživčena, težko pač je ne en tok zabita. in pol pa, kot si ti rekla, da je to krat 1000, čustva in hormoni in vse, pač koliko šele takrat mora biti in ko si v tem postopku. In pa kar se tiče teh ljudi, pa ne, da nočem jim pač v bran stopati ali karkoli, ampak jaz vseeno, ne bom nekaj, da sem z vasi doma, ampak recimo, da poznam dosti ljudi, ki so pač z vasi, ker ne vem, če so bili 3krat v življenju v Ljubljani ali pa tako, da se pač... mindset. In to je drugačen mindset. Itak pač že takrat, ko smo imeli Mileno Miklavčič tukaj razlagala, koliko je bil že seks 100 let nazaj drugačen. In pač recimo, da so se zdaj povedati, da so ti ostali 100 let nazaj? Ja, nekateri, ne, ampak dejansko v nekaterih vaseh, pač ne, da so 100 let nazaj, Vem, se sem ampak prekirala. recimo, a veš, če se pač recimo generacije se obračajo in pa nekaterih se to ful počasneje, pač so ostali še ful, nočem reči, da so zadnji, no. Ampak imajo nek ta pač drugačen mindset, ne vem, jaz vem, da sedim s kakšnimi ljudmi tako, ne vem, v baru in so tako še vedno mišljenja, prvi mora biti fant, ne more biti punčka, pač mora biti fant, drugače se bom jokal, ker če bo pač punčka, ki si kar tako, kaj da fakt je zdaj. Pa polka imajo vse te butaste komentarje. Ja, kaže, sam da bo fan zdrav. Ja, sam da bo fant. Pač tako, ko si Ja, se štekam, je joke, ampak... Ja, enkrat je joke, ampak kaj pa dejansko to mislijo. Tako da, ampak se mi zdi, da res nekateri pač hitrej te generacije oziroma pač se malo obračamo, drugi pa pač, ne vem, počasneje ali kaj jaz vem. Pa ne, se pravi, ne da jim stop, pač ne da jih branim ali karkoli. Sam probam nekako razumeti, samo, ok, njegovi starši so bili taki in zato je on zdaj tak, pa pač od njih... Ja, se lepo, da razumeš, da to še vedno ga ne upravičuje. Ne upravičuje, pač bod tih oziroma ne napiš. Zato je prav, da govorimo o tem. Mogoče bo koga premaknilo, pa bo komu se pač dotaknilo. Ja. Jaz sem upala, ker sem to objavila, da noben ne, mislim, jaz si želim, da ljudje ne zavzamejo, se itak nobenega ne izpostavljam, jaz samo komentar ponavadi dan gor, pa pokažem, kaj se ne govori, ampak so še kar užaljeni, namesto da bi se pogledali, pa rekli, ok, mogoče to je bila prekoračena meja, se bojo pol na mene začeli, zakaj si pa zdaj to dala gor, tak moj komentar, se ni bilo nič kaj tazga. Pač, dej poglej se, pač, fora je, da se nekaj naučiš, a ne? In, ja. Jaz bi si želela, da kot nekdo, ki še nima otrok, pa bi jih enkrat rada imela, da ne bom poslušala nobenega, ali ne vem, bližnjega ali pa ne bližnjega, da meni zdaj pa sugerira, ja, pa zdaj bi bilo že fajn, da ima ta počasi, veš, kaj to, jaz sem imel takrat, ko sem bil tok pa tok mlad in pol nimaš več to, pa nimaš več to. Nočem tega poslušati. Kaj šele tisti, ki ste šli čez to, ti pa sploh nočete poslušati nobenih podobnih stvari. Tako da, če kaj kdo odnese od tega, ne to, da pač ne se prosim tikati v take stvari. Res si samo omenila 2 dogodka, ki sta te vrgla iz tera, ampak če tako, kaj je bila zate drugače najtežja stvar v tem postopku? A je bilo to psihično počutje? Fizična bolečina? Ali je bil odziv okolice? Kaj je bilo zate najtežje? Mogoče, če znaš sploh izpostaviti, ker pač težko je bilo celotno to obdobje, ne? Po moje psihično mi je bilo najtežje, pa ta borba sam s sabo, borba, kaj moraš narediti in milijon enih nalog, ki jih imaš v glavi, pa borba za partnerja. Se pravi, da ostaneš ti z njim še zmeri pokonektan, pa ok, ker to je bilo res borbanje skozi, a ne, še zmeri, ni bilo zdaj, jaz sem zdaj v IVF-u,
bon že. Pač jaz sem prav mogla se zdaj pa bova midva začela tudi delati, sva si rekla, zdaj bova tudi midva začela delati na naju, ker če ne se bova zgubila vsemu temu. Te borbe nenehne, to je bilo najhujše. Okolica ni bilo fajn, ampak to sva nekako, sva se dala v mehurček. No, jaz mislim, da niso zmožni vsi tega. No. Zato tudi večini je boljši biti tiho, pa skrivati to, ker verjamem in vidim, da je to ful težko, če ti nisi sposoben, ne. Ker tudi recimo že jaz, ko sem v bistvu zanosila, jaz še nisem vedela, jaz sem noseča, ali so me že, ne, a že kaj veš, a ne, in nekdo, ki ne bo znal postaviti tistih mej, mu bo šlo to ful na živce in mu bo ustvarjal še večji pritisk, ne. Na kateri točki sta pa videla, ko si rekla vseeno, da sta se oddaljila, pa recimo, da si čakala, da ga je on v službo, pa si se pol sama zjokala, da sta pol bila zdaj pa morava midva spremeniti neki prse, pa da kako sta pol začela spet delati na temu, da sta se nekako zbližala nazaj? Pač v bistvu tako, ti si na začetku rešutovane. Akcija, si ful puhne energije, pa padeš drugič, pa prvič, drugič, tretjič, četrtič, petič, ne. In kar naenkrat se je zgodilo, da pač sva toliko furala svoj life, jaz svoj life, služba, druga služba, IVF, pregledi, da so bila tako kar, sva se še midva bila sposobna usest, pa pogovarjati o naju, o čustvih, o takih stvareh. Da nisi sam cimer. Ja, in takrat sem jaz tako, sem se malo sva se povlekla nazaj in sem rekla pismo, če bova šla tako naprej, kam bo to šlo, v kaj bo sploh pol otrok prišel, ne, pač v kako zvezo, ne, meni je pomembno, da ko pride, da bo prišel v najboljšo možno zvezo, ne, oziroma zakon, zdaj sva itak poročena. Sploh ne znam povedati, kdaj, v bistvu po moje nekje vmes, ko sam pada. Ko najbrž ni ta sam še ta projekt mora ratati. Ja, in vidiš, da se sam še kregaš, da si sam še žučen, kdo bo kaj naredil, kdaj bo žučen. In pa bilo tako, ok, zdaj pa dost, zdaj pa, če bo tako šlo naprej, niti boš, da ne nadaljujeva s tem IVF-om, boš naredila eno pauzo. Ampak sva hitro, no tako bom rekla, nekako po moje sva še ujela ne, da sva se oba potehala nazaj pa rekla, ok, zdaj se bova pa dala na prvo mesto, zdaj si bova pa vzela sva si eno poletje, 3 mesece pauze, tako, delala sva en na drugem, sva rekla, zdaj pa reva v IVF malo bolj drugač, ne tako kot prej, In, in od takrat, pa tudi zdaj, pač, mislim, sej, to je zakon, ne, redko. Ja. Pač itak ne more biti tako, je logično. Jaz sem rekla, jaz nočem biti v največji krizi z njim in zanositi. Pač, jaz hočem, da sva midva najboljš možno, ker pač, ko bo to raslo, hočem, da pride... Da uživaš. Ja, tako da... Kako pa je zdaj? Jo! Seča? Zdaj je fajn. Ko je ratalo sploh to zdaj, da si bilo končno uspešno. Zdaj je fajn, ja, zdaj je ful fajn. Čestitke. Hvala. Pa glih lokalno si rekla, da si dala skozi, ne? Lih zdaj je bila, tako da vse je super, vse je v redu. Spola še ne vemo. 5. je uspelo? 5. je uspelo. No, koliko je bilo pa takrat teh? V 3. gre rado, ni. 3 smo naredili. 5. gre rado. Ja, v redu. Kakor prekomu, ampak ja, pri meni je bilo v 5. Ampak, no, to sem še hotela reči. Ful folka bi vprašalo, a sem kaj spremenila, a je bil ta mind switch. Ful, se mi zdi, da so od mene nekateri čakali, da bom rekla, ja, sem se odklopila, sem se sprostila, pa je bilo. Ne, ni res. Pri meni je bilo tako, da sem bila v največjem stresu, najbolj fizično naporno, 2 postopka v roku, 2 meseca, ne, pa še operacija, to, kar sem vam razlagala. Najbolj možno naporno obdobje v zadnjih 4 letih. In tudi, kar se tiče privat drugih stvari, in sem zanosila. Tako da to res ni zdaj bil nek mind switch, da sem jaz zdaj se sprostila in odklopila in je bilo vse super. Ne. Ker včasih pravijo, da je to, nekateri mogoče to dejansko rata, kaj je psihično mogoče. Pri tebi ni bilo, vsak je drugačen. Ja, čisto vsak je drugačen in ni recepta. Pač dejansko, ko mi rečejo, kaj delam narobe, kaj še moram narediti, ni to fora. Bolje fora, kaj se more vse poklopiti, da rata. Tle je toliko faktorjev, ki se res more poklopiti, ker to je pač en čudež. Sploh ne znam drugo povedati. Pač, tle se more pač vse poklopiti, da rata. Ni recepta. In zdaj ste dobili v zadnjem postopku 3 in en je? 3 zarodke, 2 imamo zmrznjena in
ta ustavljanje raste v trebuščku. Tako. Ja. Tako je. Dobro, držim pesti, da bo vse ok do konca in da bo Ja, super itak. nosečnost in tako. Ja, super. Prve 3 mesece je bilo pa kako? Ne, mirno. Mirno? Okay. Tam slabosti pa to. Slabost je bila, napihnjenost ful, slabost je bila ful, utrujenost je zdaj prišla, ampak ne, jaz sem vedela, da kadar bo, mogoče tudi pri meni je malo drago, zato ker jaz še nikoli nisem doživela pozitivnega testa, nikoli tudi nisem imela nobene nosečnosti in jaz sem nekako čutila, to sem vedno govorila, ko bo ratalo, bo to. In to bo do konca in vem, da bo zdravo, vem, da bo vse super in to je moj mindset in takoj, ko je bil tisti plus, je meni bilo samo, tako da ja, tako da ne, jaz sem bila zdaj v zadnje 3 mesece ko bi rekla, 7 nebesih sva bila. Ja, verjetno žiga isto, ne? Isto. Hej, drugače pa moram si še eno stvar povedati, ko sem povedala eni svoji kolegici, ki je šla tudi čez postopke in je tudi pač zdaj ima že 10 pa 7 let stare, no, približno, ne bom zdaj. Je rekla, veš kaj, nekaj moraš povedati, ne? Zdaj bo rekla, zagnojila s tem rojstvom, pa kako je biti mama, včasih težko, ampak veš kaj, ona mene rekla. Je rekla sem pač povej nekaj in vsem tem mamicam, ker je fora, vsi govorimo, eni cvetijo in žarijo, pač kao, ne, eni pač, ampak da je težko. Eni pa res žarijo. Ja. Jaz sem ta mindset, da jaz bom ful žarela. Super. Ne boš premaknila. Super, ti kar ful žari, ampak dajva se sem zmen, da me boš pol poklicala, prav. In bom rekla, vesna, rabim kavo, ne žarim. Ne govorim o nosečnosti, govorim o pač, ki je ful... Sorry, se dokončaj. Da so se na njo spravljale pol, ko je enkrat pojamrala, se pravi, ona je šla čez postopek, zanosila je in potem je pač rodila. In potem, ko je rodila, je pač padla ne v depresijo, v to pač otožnost, pa porodno to krajšo, ampak kar je bilo fora, da ona se je pa počutila najbolj krivo na svetu, ker pa je tako, vsem kao mamam je težko, pa pač moraš se navaditi, pa začeti handlati ta life, da ne spiš, pa hormoni, ti si izkusila hormone, ne? In je rekla, da ker ni takoj začutila tega otroka in ker je bilo toliko ful težko, potem se počutila še 10-krat bolj krivo, kot dajmo reči mi, ki smo po naravni poti zanosili, zato ker ona si je toliko želela tega otroka, toliko je dala čez, partnerja sta bila v tujini, da sta pač prišla do tega in pa je rekla, pa sem se čutila kot drek. V smislu, kaj sem bila vse pripravljena narediti in kakšna je bila ta želja in kaj da pak je zdaj narobe z mano. Ne? In jaz sem rekla, da ti povem, da ni nič narobe s tabo, če so slučajno tako počutila, to je rekla, velja za te naše mamice, on je rekla, ne, ko smo šle čez to, nič ni narobe s tabo, pač čisto normalno je in super mama boš. Sem tako, da pač, da je koliko je bil pa ta, ki se hočeš reči, ki imaš krivdo, da je nekaj, veš, da ne daš čez, da je ona je rekla, no, pri drugem ni bilo tako, pri drugem je bilo vse super, je dala dobro čez, ampak je rekla, pri prvem je bilo pa katastrofa, ne. In je rekla, pač sem povej, da če bo kaj težko pa prišlo, da si super in nič ni narobe, sam pač jebi ga, mogoče imate še dodaten občutek te krivde, v smislu polka, je se ti toliko dogaja, zakaj se jaz tako ne veselim tega otroka, pač sem ne veseli se ga, zato ker si utrujen pa pod hormoni. To je mainly it. No, sem pač rekla, naj ti prav povem in sem rekla, moram ti to povedati, ker je tako rekla in je... Min grede, neki se mi je še ona bi imela še 3 zdaj. Hvala Bogu. Veš, tako, zdaj ni več, ampak sem tako, takrat je bilo ono, kaj je narobe, a ne? Ne, ampak po moje to so stvari spet, tudi to je stvar, ki se spet ne govori, ki spet ženske nekako morajo skrivati. Tudi, ki mi govorijo, a ne, prijateljice, ki so rodile, a ne, poporodna depresija, pa otožnost, pa to je vse šešeš, to se ne govori. Ja, je že tleče povem, kaj je napizdeva. Zato, ker ne bi sam rada, da govorimo, kakor da to nujno vedno pride. Da je okej tudi, če ženska želi uživati in potem uživa. In da je tudi to cool. In da je tudi to čisto normalno. Ampak s tem nima, veš, zakaj to poudarjamo? Ne zato, da hočemo strašiti ali karkoli, jaz bi rada to poudarila, zato, ker se to pričakuje in tudi pri nekaterih je. Ne pričakuješ pa tega udarca, ki ga hormonsko doživiš, o tem ti pa nihče nič ne pove. In pa se ti počutiš kot drek, ker pač kako, moja mama je skozi govorila, kako je bilo fajn. Samo kaj bi jaz rada, da kakšna taka, ko sem jaz, ker sem zelo optimistično naštelana v glavi, da jaz si ful želim, da bo vse cool in da bo best, da bo lušten. Nočem pol, da me take informacije, pa vem, da obstajajo in če bi slučajno se mi to zgodilo, bi šla narediti vse možno, da rešim karkoli se reši, da, ampak nočem si pa dati v glavo, joj, lahko se mi to zgodi. Kaj pa če se v meni to zgodilo? Ne, jaz sem zdaj odločena, da bo tako
Če pa se ne bom že rešil. Ne, pa hočeš reči, Jaz sem podobnega razmišljanja kot ti. Sicer te razumem, ful dobro drugače, ker jaz se tudi čutim v smislu zdaj ne smem jamrati, ker moram biti hvaležna. No, to je hotel. Tudi jaz sicer ne jamram, ker pač nimam za kaj v tem momentu, ampak jaz ful premišljujem, razmišljam in tako in pač si rečem, a ne, kaj če bo nekaj tako težjega, ne morem jamrati, ne. Jaz sem šla zdaj čez hudo stvar, ženske so še tam, ki to doživljajo. To sem hotela izpostaviti. Ne bom jaz zdaj njim jamrala, pač jaz sem dobila to, ne, tako da to te jaz ful razumem, sem pa tudi jaz v tem fazonu, ker ti recimo, kar se tiče, zdaj, ker sem zanosila, ne, ful poslušaš, ampak to ne sam jaz, to zdaj vse, ki so nosečnice, kar slišam, pripravite se, ko nosta nadspala, pripravite se, ko bo vse... To je strašenje. Nočeš sem tega poslušati. Ne hočeš tudi reči, hočeš dobro stvari poslušati. Ja. Jaz sem tudi rekla, pač, če ne bom spala, ok, bom takrat videla, pač bom požrela. Ampak ne rabim se je tako, ampak hočem reči, da če ne spiš, pa si slabe vole in če spiš ali pa ne spiš, pa ne, hočem reči, oboje je normalno in oboje je sestavni del. Tako kot ti veš, da je vezan življenje, tako je v trenutku, ko rodiš, do trenutka pač, ne vem, ko je otrok star, zdaj moj 4,5, je tako. Ali pa 18. Ali pa 18. Ampak sem razlika je to, da je včasih tako bolj, ne vem, imaš s partnerjem, imaš 3 mesece dober, pa pride slab trenutek ali pa 3 leta. Pri otroku je pa 3 ure si dober, pa 2 uri nisi, pa čez 1 uro si dober, pa si 3 dni slabo, pa si 8 dni dober, pa si 4 minute slabo, pa 5 minut dober. Hočem sem reči, da je zelo intenzivno in sem hočem povedati, da je to normalno. In zato si nisi slab starš. To je ful prav, da se o tem govori, zato ker si mi zdaj moramo, ker vsi mislimo, da moramo biti super starši, mislim, da morajo biti super starši skozi, pa da moramo biti vsi. Jaz sem ne želim, da so ženske, ki potem, ko igrajo čez to ali pa ki igrajo po naravni poti, da se, ko imajo trenutek slabosti, tako ko jo imaš že pri jebeni menstruaciji, se zjokaš za en kurat, zato bi te rada, da me pokličeš. Ja, to je res. In to se mala, ne? Ko mora jaka vedeti, da si ti žalostna, pa si žalostna bolj kot on. In bomo to treba, da si žalostna, zato ker boš glih naraščati mleko noter in ti hormoni vplivali, da pa če se boš... Saj mora vedeti, kaj. Saj mora vedeti, ampak da se boš takrat jokala, ti hočem samo povedati, da je normalno, da se boš jokala, that's fucking it. To je ful dobro vedeti, drugače. To je dobro vedeti. Jaz se spomnila sem še to, kako govorimo o teh hormonih in čustvih. Sam to me še zanimalo, a je vplival tebi kaj v službi, na delavnik, mislim, na stvari v službi, ki si, ne vem, mogla karkoli početi, to, da si bila ti zdaj pod tolikimi hormoni, a si kaj odreagirala bolj, ne vem, tako, a veš? Tako, mogoče ja, da sem hitro bila pod stresom. Pri meni se je ful poznalo, sploh v postopku, da sem hitro začela, jaz švicam ful, ko sem pod stresom in sem na polno začela takoj, za vsako stvar, ki je bila neplanirana, sem ful hitro začutila ta stres, a ne? Tako da ja, sem čutila tudi to, no, ko bi rekla, da ni bilo ono lepa regulacija, ampak je bilo tako, kar si mogel potlačiti vse tisto in je bilo pol, da ne delo normalno. Ja, pa priješ domov, pa vse z... Ja, pa doma. Ok. To me je zanimalo, kako handlaš. Če je pisala pravno mnenje, za enega bi začela jokati, oh my god, jaz tega ne morem. Saj smo šli zdaj drugačno. Ne, hodila sem samo še reči, da pač kar se starševstva tiče, pač jaz vedno sem še ful mlada, pa nisem sploh še pri tem, pa tako ne razmišljam. Otroke, lej. Jaz sem tudi mlada, pa sem že pri tem, no? Ne, ampak ne razmišljam zdaj sploh še pač v nekem naraščaju, moram še najdeti vse in tako. Ampak kar hočem reči, da pa tudi včasih tudi mi kot otroci, mislim, ali pa tako, ko gledamo na naše starše, pač ti kot starš, ne glede na to, ko se boš trudil, ne boš mogel tudi ti vsega prav narediti in da tudi prav, da tudi mi na svoje starše gledamo, ali pa starši, mislim, ali pa otroci na svoje, da pač tudi oni so šli enkrat prvič čez ta postopek, ali pa drugič, tudi oni se učijo na svojih napakah in tudi starši bodo naredili napake in pač jim lahko pustimo, da jih naredijo, pač ne, da tudi mi mečemo naprej kakšne stvari za nazaj, 15 let, pri 5 si to naredila, pač vsi delamo napake, tudi jaz, ko bom mama, grem stav, da jih bom naredila, pa jih nočeš narediti, hočemo biti perfekt, ampak pač ne gre in pač, ne vem, ne glede na to, ko se bodo tvoji starši trudili z vsakim, pač od nas vse ne štima. Ja. Na neki točki. Mislim, zase govor. No, tudi zate povem, da reštima vse.
se smo se zdaj večkrat nasmejali, ampak jaz bi sem še eno stvar izpostavila, ki se mi zdi ful pomembna, če sta postopek, ki se gre, ful se veliko govori o ženski neplodnosti oziroma da ženske ne morejo imeti otrok, ful mal pa o moški. Ti si imela zdaj stik s tem, koliko je tega? Ja, veliko, pač, kolikor sem brala je 30% nepojasnjeno, 30% moška, 30% ženska. No, okay. Tako da pač, ampak problem je, da pač spet vse nosi, tisti končni rezultat nosi ženska. Tu kljub temu, da je lahko nekje, ne vem, samo kao moška neplodnost, Ja. ne, pa žensko vse v redu. Če ženski ne bo ratalo proizvesti tega, da ne bo se oplodil zarodek, Da ga lahko vzamejo ven in pač ostaja. Okay. ne, pa tudi, da se ne oplodi, a ne, če je zarodek dober, a ne, Okej. če ga dajo noter, včasih se ne prime, ga ne spreme telo. Mislim, ne. Ženska vedno nosi ta glavno odgovornost, ne. Pa posledice. Zato pa smo Tako, ne. kraljice na koncu. Ja, ne, res, ne, pa ne hecam se, no. Saj isto pri nosečnosti, saj isto pa rojstvu, saj je zraven bil, ko se je dogajalo. Ampak na koncu je suport, upam, da najboljši možni, ampak na koncu sama nosiš in sama rojevaš. Lahko ti drži za roko, ampak je v mater. Verjamem, da bi marsikaj vzel to nase, če bi lahko. Sam ne Ne, morem. bi sam, ja, ne morajo, no. Ampak ja, mislim, moška neplodnost je ful pomembna stvar in pač dejansko je res ogromno primerov, kjer je pač zelo razvidno tudi iz spermiograma, se hitro vidi, zato jaz tudi pravam, a ne, včasih, ko me kdo vpraša, mi reče, joj, se matramo že 3 leta, pa rečem, ko me vprašajo, a ne rečem, dajte mogoče sam spermiogram narediti. Pač sej to je en papir, pač, treš dati in to je to. In že tako izločiš pol stvari. No, veš, pa čem si, a ne? Ja, mislim, meni je bilo lažje, zdaj pa če nočeš, pa pač to tvoja, ne, jaz mislim, da je ful velik problem, da veliko jih tudi noče, a ne, vedeti, a ne, ker to je ego killer, ne. A ti je kdaj, mislim, ti si vse neko skupno zdaj naredila, pač tudi, ker so se napač pogovarjale, pa so ti pisale. A so ti doskrat tudi, ti si imela pač Žigo in vseeno si rekla, da so pač bili tudi tako, da sta mogoče bil v enem momentu, da sta mu skrhala odnos in to, ampak da so ti povedali tudi kakšne take zgodbe, ko pa partner res ni pravilno deloval v tem partnerskem odnosu, oziroma so se počutile res samo. Ja. Veliko je bilo to takih. Vse to je, a ne, recimo, niso hoteli narediti spermiograma sploh, niso, ne vem, šli z njimi na kliniko, to ti zrihti, jaz tega ne bom, ali pa kaj bova mi dva hodila v EV, bova pač naravno, bože, a veš, to so, je dosti tega. Mislim, že en primer načina razmišljanja je, bila sem na enem žuru in sva bila pač slih sredi postopka in oba nisva pila. In pa če je bilo tako, vsi tipi kao, ajde, Žiga, gremo na uno, ne, in Žiga reče, ne, jaz ne bom pil, zakaj nekdo vozi, a ne, pač oba, mislim, jaz vozim, ampak Žiga rekel, jaz sva v postopku, a ne. In je bila punca nasproti in je rekla, čakaj, Nika, zakaj on ne pije? In posakaj, pač oba sva v postopku, a ne, pač oba ne pijeva, zato ker je njegovo seme, moja celica, v bistvu je 50-50, a ne? Ja. Svaka čas moj tega sigurno ne bi. To mi je rekla. A ne, pač dejansko je res dosti tega in takih stvari sem slišala veliko krat, da so mi rekli, svaka čas Žigco moj ne bi. Pač tlele ali delava oba na tem ali pa ne, mislim, jaz sem... Si oba želite otroka? Ja, ali pač, kaj? ker Ja. ni zdaj, da jaz, mislim, pol je brez veze, če jaz ne bom pila in on bo pil, je čist brez veze, ker je sestavljeno iz obeh delov, tako da, mislim, če sva že šla v to, a ne. Ja, valjda. In če že greš v to, greš sta oba, a ne, tako da, to je že ta način, kako, mislim, je dost prisoten, no, ta način razmišljanja. Ja, nač. Veliko pove o marsikateri zvezi, ne? Ali dobri, ali pa ne tako dobri, I guess. Ja. Pa se pol na taki točki mogoče lahko pač človek vpraša. Marsikaj. Ej, Nika, čestitka še enkrat, Ja, ti si dala to čestitke. čez. Ful ti Uspešno, privoščimo. ful ti privoščimo. Vsem, ki se še borite, kako se reče? Borijo. Borijo oziroma trudijo, tako. Trudijo, borbajo. Evo, Borbajo, borbajo. ja. Ti si uporabila izraz, to sem hotela, ta izraz, borbajo. Vam želimo, pač, da vam Vso uspe. srečo. Ja, vso srečo. Ja. Pa čim manj gradih komentarjev. Ja, vi In pa na- in na shut the svetov. F up. Ja, tam uni, vi pa to pa. Prosim. Prosim. Ne, ker
Ni težko. Pač sami s sabo se ne rečeš. pogovorite. Ja. Ja. Pač povejte steni, pa je to, če že rabite komu. Tako. Ej, hvala, ker si prišla. Ja. Hvala, Hvala ker za govoriš o tem, ker si govorila o tem. Mislim, da je marsikateri, ki je sama v tem ali pa nima take podpore doma, da si... Vse to je V uteho. Ja, to je tak Da psihiater imela nadaljava. občutek, da ni V sama. smislu, da ni sama, da ima nekoga, ki, ali pa veš, to je, se pravi, isto kot ženska, ki, ne vem, ali pa moški, ki zboli za, ne vem, neko boleznjo, da je to rak, da ko potem, ko se pogovarja s temi, imajo občutek, da niso sami To je v tej res, borbi. No. Tako Ja, da- pejte pogledati na Instagrama, fulejnih stvari, shranjenih v highlights. Tudi te komentarje si lahko preberete. Ja. In vse postopke in držite se. Zdaj boš še kaj povedala, ne? Ja. Te pa tudi lepa naslednja 2-3 meseča, a se tako reče, tako da boš imel težave. Lepo nosečnost. Ja, Hvala. tako in tudi pol. Da rečem bolj Da boš hitro. da boš čim bolj Zdravo. Da uživaš tako. maksimalno, da boš Hvala. žarela. Hvala. Čau, vidimo. Čau. Tisti dnevi v mesecu.